večer, lepo pozdravljene, lepo pozdravljeni. Rokersko presenečenje v MTBC Live, v klepetu živo na mtb.si. Poznate tegale? Če ga poznate, ga ne poznate iz kolesarstva, ampak iz rock'n'rolla. Grega Stočer, Bigfoot Mama. Lep pozdrav, živel. Sem preveč jaz v kadu, pa premalo ti. Vse dobro. Dobre, kada sva? Sem mlajši, moram biti malo vzati. Ful mlajši. Tega gospoda poznam približno toliko časa, ko vozim kolo. On ga vozi malo manj časa, ne? Ampak vsem tukaj si zato, ker je neka povezava med tabo in gorskim kolesarstvom. Kako si najdel mountain bike, kaj te je potegnal? Zdaj ne trdiva mi, da si ti nek nor mountain biker, ne? Ki fura 5 na teden, ne? Ne. Pa moram tudi priznati, da zadnje par let že več se ne vozim. Ne vem, kaj je temu botroval. Zelo raje imam zdaj vodo, raje plavam, raje se ukvarjam s takimi stvarmi, ker bi sigurno bi poškodb. Tako da bajkarstvo me je pa zagnal pred približno 15 leti, ker so 2 prijatelja že, oziroma 3 prijatelja že nekako se vozili, pa skakali, pa pač zganjali kolobocije, sicer sem vedel, da tega ne bom prišel do teh želenih figur, ampak sem si vsem kupil bicikl in si začel pač malo drajsati naprej počas, potem pa vse hitrej. Tako da na koncu imel že kar take lučne spuste, pa lučne vzpone, pa tudi kakšni paci so bili vmes, tako da sem naredil se takrat v tistem času. Kdo te je navlekel? Ja, navlekel me je tvoj soprimek, se pravi Dekleva, Čezmicu, on tudi Andrej, ne, Andrej ni. Je. A je, tudi to? En je, ja. Ja, en je, ja. Tako da on me je navlekel, pa še ekipa pač mojih prijateljev tega od centra, ki smo se dobro združili, oni so pač se tudi bolj tako bomo skupaj z bajkarstvom. Tako da ja, smo kar imeli neke take lučne fure. Je pa res, da zdaj me vse bolj zanima, da grem hitrej, oziroma da ne grem več tako po hribu, oziroma tako dol po klancih, ampak da sem pač bolj naravno, tako da vedem nekaj, da mogo za enkrat skupaj tak bicikl, če da smo malo na Krimštite zapeljali. Na to se bo vrnila na konc, ker si omenil, da bi imel trekking bicikl in te bomo skupaj z gledalci in MTBC poskušali prepričati, da je trekking za stare mame in da moraš kupiti mountain bike. Pa mountain bike, ja. Malo sem raziskoval in sem poiskal par imen rockerjev, ki furajo bike. Jaz mislim, da je mountain bike je rockerski šport po definiciji. Ja, pa se tudi konc koncev, če gledaš razne kakšne prispevke oziroma kakšne oddaje o kolesarstvu, recimo na kakšnih televiziji ali pa tudi tako, ne. Je v zadnje zmeraj predloženo z... Mora biti kitara, ne? Mora biti kitara, ne? Ker kitara je tista, ki naredi neko energijo, tisto nek šus v glavo, tako da... Pa dober soundtrack med furanjimi, ne? Seveda, ne? Pa adrenalinski šport je oziroma rock'n'roll itak adrenalinska muzika, tako da je skupaj povezan in hvala Bogu. Zdaj, pri slovenskih, ne? Razen teh malo bolj obskurnih, ki bi morala razlagati, kdo je kdo, ne? Recimo najmen prijatelj Šumba, Bobnar od Pussy Finger, ne? Ali pa Saša Merljak, Scuffy Dogs in še par zased, ali pa Shank Norris, tudi mountain bike band, teh ne bo zdaj razlagala, ne? In v bistvu edini rocker pri nas, ki sem ga res najdel, ne? In sem mu tudi danes SMS, da jim poveš kakšnega rockerja v prvi ligi, da fura, prav, samo sebe poznam. Rosie od Siddharta, ne? No, vidiš, za njega dolg čas nisem spogled, da se ukvarja s tem, no, pa ne vem, enkrat sem ga slučajno nekje srečil privat, sicer ne s biciklom, ampak se vidi, da je imel neke sune gor iz tega bajkarskega sveta in se pol rekel, a imaš to slučajno to gor, ne, pol da voste, pol sem nekako zdaj videl, da, ampak on se gre dosti za res. On se gre zelo za res, danes mi je pošiljal fotke iz Posočja, integralka, zaščita vsa in njegov karbon, Mondraker Dune in to zelo za res. Ja. Še jaz sam moram, kaj je to. Gledalki, če ima kakšno vprašanje vmes za Gregata, lahko kar ustreli. Nagradno vprašanje pa malce pozneje za eno Bigfoot mamo majčko, ne?
Potem sem pa najdel rokerje v svetu, Sammy Hagar, Van Halen, zelo zaresen mountain biker v 90-ih in tako. Tim Comerford, basist Rage Against the Machine. Bravo. Bob Weir, Grateful Dead. Bravo. Je pa cela zgodba, ki je to San Francisco iz unga časa, ki je Gary Fisher tudi bil. In so prijatelji in je imel tudi Gary serijo Grateful Dead. Koles. Se spomniš Jesus Jones? Mike Edwards je bil v eni solidni downhill ekipi. Ja, njihov pevec. Kirk Hammett od Metallice. Ne. Ja. Nisi vedel, ne? Ne. George Lynch od Dohna. To so že vsi starejši. Ja. Pa se kar ukvarja. Tako, stari budala, ja. Stari budala. Pazi, Rick James, super freak. To ni rock and roll, to je funk, ne? Okay. Je prijatelj osebni od ustanovitla Marine Bikes, tudi nekako furu. In pa imam eno zgodbo zate, ki se znam po zelo rockerskem življenju. Povej. Steve Jones od Sex Pistols se je preselil potem v Kalifornijo in bil v nekem super bandu z Duffom McKaganom od Guns N' Roses. Duff je bil znan potem, da verjetno nikoli ni trezen nastopil, ker ni vedel, če to zmore. In je bil pred tem, da je fertik in ga je Steve navlekel na mountain bike. In ga s tem rešil. In sta začela skupaj furati. Ja. Tako da, če imaš kakšno težavo, greva lahko daj na mountain bike. Zdaj pa, če so vsi te zdaj vozili, bom pa tudi jaz probal začeti spet se najbolj tako resno ukvarjati s tem zadevami. Snemate ploščo? Snemamo ploščo, oziroma plošča je v pripravi. 10. oktobra oziroma 9. oktobra odpeketamo spet proti Berlinu, to je bilo 5 let nazaj. Sicer v studio Wong, kjer smo tudi že snemali zadnjo ploščo. Ekipi, ki so, bom rekel, zelo aktualni in zelo, bom rekel, so dobra ekipa na splošno producentov. Penjeno Žare Pagor, tako da upam vse najboljše, da bo plata vsaj tako dobra, kot je bila ta zadnja. V kar ne sumam, ker če bo delala ta ekipa, kakor vem, da je tam, potem se nimamo česa biti. Tako da komi čakam, da grem gor, komi čakam, da tudi nazaj pridem. Da to nekako pokažem, pa smo nam. Da bo slišal, ne? Zdaj bo v naši režiji spremljali, kdo bo prvi odgovoril pravilno na nagradno vprašanje. Right. Nagrada je majčka Bigfoot Mama. Vprašanje pa se glasi. Kjera plošča studijska bo, katera studijska plošča po vrsti bo zdaj z letošnjim letom? A imate že naslov? Ne. To je na konc, ne? To je na konc. Tudi nimamo še točno komado razporediti. V redu, imamo še 2 meseca časa, a pa še 3-4 pode. Torej, katera studijska plošča po vrsti Bigfoot Mame bo tale, ki jo se spravljajo zdaj snemati? Ta prvi pravilno odgovori, dobi majico Bigfoot Mama, režija spremlja. Mi da se pogovarjamo naprej. Enkrat ste bil v Berlinu, si tudi naletel na to največjo urbano kolesarsko prireditev Berlin, Rad, kaj že? Ja, ne vem točno kaj bilo, jaz se spomnim. Bili te fiksirane scene in... Ja, bilo je samo to, da jaz se spomnim, mislim, to je bilo ne takrat, ko smo v Berlinu, ampak pol enkrat kasneje, ko smo šli z bendom gor na en koncert, kjer smo pač igrali v enem klubu in se spomnim se nazaj, glede nekako nismo mogli kakor avtomobilski vaj odpraviti, ker so tam polhom teh cest zaprli, tako da je bilo... A veš, da jaz ne vem, Anja, hvala. A veš, da jaz ne vem, kjera plošča je, tako da boš ti mogel. Ta prvi odgovor je bil 8, drugi odgovor je 7. Ja, kaj bi nam zdaj povedati, kjer je? Ja, ne, ko bo kakšen pravilno odgovoril, boš povedal, ali? En je že pravilno odgovoril. A je? Ja. On prejeli, ali tale? Ne, 7 ne. 8, se pravi, Andrej, tako Bernot, ali Berlot. Andrej, v glavnem, čestitke. Ne, kar vglas se na MTBC Facebook message ali pa na info@mtb.si pa mi speljamo naprej, tokrat na mesto Bigfoot Mame.
Drugače se ne ukvarjamo, ponovadi s tem damo, ker tem, ko dajo nagrado, pa vi zrihtite, ampak Grega to ne bo, ker glih snemajo, ker glih pripravljajo plato, vse drugače. Ja, to Berlinu se pravi, da so počala, bilo je grozno, cele ceste so bili, vse tam je bil zaprt in je, jaz tega sicer prav kolesarjev dirke nisem videl, ampak vem samo, da so hranilce prometi, smo se res vozili tumačno okoli, in tudi vem, da smo prav preživiti plačali, da tudi smo takšen, smo pa še pospet do cilja, ker nekaj smo prav pobili. Kakšen trekking kolo bi se rad kupil? Ja, tak, da gre hitro, ne? Pa zakaj miš, da mora biti trekking kolo? A veš, kaj je definicija trekking kolesa? Ne. Da ima balanca od tako 30 cm na sedežem, to se meni tako zdi. Se pravi, zdaj mi pa pol povedal, trekking boš imeti ali boš imeti pol, če že nočem tega trekkinga, da vzamem pol tega na baterije, pa bom pa ne, pa vsak balanca tako. Neč od tega, Kjer ga ti pa še? Vse ostalo pa i tak. Le, mlad si, no. Ja, no se. Ne rabiš še baterije. Hvala. Daj še malo, no. Še 3 leta, pa na baterijo. Bom zbigal. Ne, veš kaj se kup? 29-ko tako neko XC oziroma da leti, ne? Pa da se normalno lahko peleš po terenu, ampak da nimaš nekih krampastih gum in da gre tako rekoč sam od sebe. Ne? Ja, pa se nekaj tazga sem tudi gledal zdaj, čeprav... Sej, samo ne reč tega trekking. Piše gor, da trekking piše, no, zdaj ne vem, če to, piše samo trekking, ne, zdaj pa se ne vem, trekking pomeni, da imaš gora rune, ne, pa so že Prtlažnike. Se ni nujno, da imaš kaj na trekking. Neki mi prišepetavajo z režije, pa ne razumem. A ja, Zal ste vprašati, kako si kupoval svoj prvi mountain bike. Pa je posebna zgodba iz, lahko damo reklamo, iz takratnega edinega prodajalca trekov v državi, ali vsaj v Ljubljani, Viktor Marketa. Grega Skočir pride pred 15 leti, ali kdaj. Ja, recimo, da je bilo tam cca. Bil je že kar, Bigfoot mama so že kar bili slavni, ne? In mladi Grega Skočir pride kupati svojega treka, ne? Ja. In naleti na Viktorja osebno, ne? In naletim na Viktorja osebno, en izjemen človek, dober dečko. Še lepša je bilo, ko sem prišel v trgovino, smo nekako iz trgovine nadaljevala v njegov backstage, kjer bi pokazal vse vragolije in vso mojstrovino igranja na harmoniko. Tako da smo še malo harmoniko zaigrali. Potem smo šla pa v nabavo bicikla. In ga niste vzeli kakšen koncert zraven s harmoniko? Ne, nismo ga vzeli koncert, ampak smo pa pol se še parkrat videli tam, ko smo še tako na obisk njemu. Murksli so zadnji, tako je. Hvala, Grega. On ve. Murksli, tam je še več Murkslijev. Smo pa, kaj sem pozabil povedati sploh, kje smo, ne? V novem rokarskem delu Kafe Fontana, Ljubljana, Bežigrad za poslovno stavbo Mercatorja. Pod mojim blokom. Kjer je seveda Grega doma, ne, oboževalke, prosim, če stojite klede vsak večer pred Fontanom. Pod mojim blokom. In tukaj smo že imeli Činča, ampak takrat je bilo to bolj gradbišče, zdaj pa ne vem, za kva še ne laufa. Daj za laufa. Te dni. 1. septembra, ne? Na prvi šolski dan. A boste špilalke še te klede, unplugged? Ja, lej, dogovarjali smo se, jaz ne vem, zdaj malo drugače, kot sem razlagal, da je tam en odrček na tej strani. Iz teh mis se odrček sestav? Ja, recimo. Lih prav visok, da bomo padli. Ej, en normalen mountain bike sem nabavil, no? Bom se nabavil, ne, čakaj, ne, zdaj pa tako. Nabavil si mu mountain bike, ampak mi ga boš ti spravil, v redu? Prav. No, hvala, evo. Pa bo volk, sit in koza cela, pa ni prav. A bi vozil gravel bike? Mi boš mogel malo zažiti, kaj to pomeni. To je specialka, ki ni specialka. Prav, imaš drop balanco, imaš pa 40 mm gume in se voziš po makadanu, tako boš malo gostna. Ampak tako, rokarska stvar, mi boš pokazal, zelo hitra. Mi boš pokazal na slikci, pa da. Bom. Moram tudi samo videti, moram se usedeti gor pa probati, da vidim. To je pa res. Malo bolj športen položaj od trekkinga je, ne?
gravel bicikli. Ja, sem imam tudi malo športno telo, ne? Klenih jesma, no? Ja. Rock'n'roll to dela. Ja, bo. Hvala lepa, Grega, da si bil na MTB Hvala Live. tebi, da si me povabil. Na koncu naredimo vedno še tole, lej, zunaj roko, kako bolj zgleda. Tako, nasmešek poljudski. In z tega naredimo pa sličico, veš. Hvala. A vemo za drug teden, koga imamo? Zdaj imamo za 14 dni zmenjen. Upamo, da imamo naslednji teden SS. BMX zgodba, drugače pa predlagite, ker tukaj spodaj streljite predloge za goste MTBC Live. Zdaj smo bili na Koroškem 2 vikenda, sem slišal tudi očitek, da MTBC Live je pa samo z Ljubljane, ampak taki so naši budžeti, ne moramo se zdaj v krog voziti za MTBC Live. V glavnem pa želimo MTBC Live delati med tednom, zato ker takrat drugih stvari ni. Za vikende je pa drugo dogajanje, pa se tudi ne javljamo v živo s terena, ampak mogoče je pa lahko 2-krat na teden MTBC Live delati. Kaj pa vem. Hvala lepa, vidimo.